No, najprej v začetku je lep pozdrav. Čast mi je, zadovoljstvo, da lahko najavim javno predstavitev še ene letos naše že 6. knjižne novosti, ki smo jo izdali v Zvezi Kmetovalcev Sever. Tokrat bomo predstavili zbornik 30. obletnica akcije Sever in 25 let delovanja Združenja Sever. Obe obletnici smo s ponosom obeleževali v letu 2019. Lep pozdrav vsem, ki ste se odzvali našemu povabilu in seveda dobrodošli. Našemu povabilu so se prijazno odzvali tudi mestni občini Ljubljana in nam omogočili izvedbo današnjega dogodka v tej dvorani, kjer smo pred 2 leti z okroglo mizo obeležili ravno to našo 30. obletnico. Takrat smo se usmerili bolj na 25. marec, se pravi na tisti drugi napovedan termin za izvedbo mitinga, ki je bil že takrat odpovedan in potem so sledile priprave za 1. decembra. Posebna zahvala gre tudi Slovenski vojski, ki nam je omogočila sodelovanje kvinteta orkestra Slovenske vojske, da nas bodo z glasbo uvedli v današnji dogodek in nam zaigrali nekaj skladb svojega bogatega glasbenega repertoarja. Pa predlagam, da jih kar prisluhnemo na začetku. Thank
Katja Richter, Matic Nec-Pereča, Evi Bizjak in Katarina Kroflič. Dobival sem ta aplavz, pregrali sem nam pa hajno divertimentov v tej stavki in mislim, da je bilo tako poslušati. Hvala lepa, pa še kdaj. Zdaj bomo pa dobili, da grejo, da ne bodo predpisali še kakšne. Nadgore, tako kot nam zadnje čase to počnejo v policiji in nam zaračunavajo sodelovanje policijskega orkestra in tako naprej. Ampak drugi časi so bili slučaji in to pa je kar minilo. Še prej na začetku sem povedal, da smo zelo veseli, da nam mestna občina v takih primerih vedno rad nam priskoči na pomoč in z nami je danes tudi podžupan gospod Crnek, pa bi ga prosil za nekaj uvodnih besed. Hvala lepa. Najprej seveda kot vedno dobrodošli v naši mestni hiši in čestitke dr. Času v imenu našega župana, gospoda Jankoviča. Včasih smo se učili, da je v življenju potrebno narediti 3 stvari, ki ne bi ostale za nami. Ena stvar, da pač poskrbimo za naš naraščaj, druga je, da posadimo drevo in tretja, da napišemo knjigo. Zdaj, dr. Čas je napišel za nekaj knjig, tako da mogoče ta ne bo čisto samo za njega ostala, ampak mislim, da je pomembno, da ta knjiga govori o tem, kaj je ostalo pravzaprav za večino vas, za vami tukaj, ki ste prispevali k temu, kar se je zgodilo pred tolikimi leti in ste danes tukaj in da bo to tudi napotnica, napotilo, osveščanje za naprej za vse mlajše, ki prihajajo, da bodo mogoče znali ceniti tisto, v katerem zdaj živijo in da ne bo nekih pomislekov in prisvajanj z drugih strani, kaj je kdo naredil, ampak da je to jasno napisano in da se to upošteva. Ker to, kar se danes tu dogaja, verjetno, če bi več ljudi vedelo, kaj bo takrat potrebno narediti, da smo tukaj, ker smo in mogoče danes na drug način delovali vsi skupaj kot družba. Zato, dr. Čas, hvala, zato, ker tudi, ko pogledaš ta knjiga, je zelo drobna tisk, se pravi, malo debelejša, večji tisk bi lahko še debelejša in je dejansko en pomnik stvari, ki so se dogajale in ki nam bojo bi rekel, opomin v spremljanje ali pa tudi dober napotek za naprej, če bo tistega, ki bi to radil, tudi to zanimalo. Se upravičujem, ker sem danes malo bolj v športna, smo imeli take dejavnosti, ampak z dr. Časom so se spoznala v športnih vodah, sodelovala in ponosen sem, da sem lahko njegov sodelavec, ker vem, da je poln elana, da je poln znanja, poln modrosti in da verjetno lahko pričakujemo še kakšno knjigo z njegovega peresa, izpod peresa in vedno dobrodošli v naši mestni hiši, ker smo ponosni, da lahko mi tudi mogoče en kamenček pridamo tem, da vaše ustvarjanje vidi ljud sveta in da skupaj povemo ljudem, kaj se je dogajalo in da tudi Ljubljana je bila del tega in da tudi v nadaljevanju bo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Podvaru. Že prej nisem hotel v začetku navajati, pozdravljati vse poimensko, pa da bi moram izpostaviti tudi nekatere imenitne gosti, ki so danes z nami. Z nami je gospod Šefic iz urada predsednika, pa je predsednik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, pa je predsednik Jugnatskega močnega združenja veteranov, pa predstavnik orkestra Slovenske vojske. In ne nazadnje, še posebej lep pozdrav tudi obema recenzentoma knjige in bi jaz kar prepustil zdaj besedo vsem trem, povabo dr. Časa, dr. Marco Jogan, pa gospod Bregarja, da se predstavljajo za delovno vizije in gremo na predstavitev knjige.
Najlepša hvala za to uvodno predstavitev in najavo, da bomo danes mi trije tukaj spregovorili v zvezi z to knjigo 30. obletnica akcije Sever in 25 let delovanja Združenja Sever. Jaz sem zelo ponosen in vesel, da sta recenzijo opravila zaslužna profesorca Maca Jogan in pa redni profesor Potrega. Jaz mislim, da oba poznate tudi pametne sugestije, tako da je knjiga v nadaljevanju tudi uspela, pa postala boljša, če lahko tako rečem. Tudi jaz vse skupaj lepo pozdravljam. Ta knjiga je nastajala kar lep čas, gre za knjigo, ki predstavlja akcijo Sever iz vseh zornih kotov, se pravi, kako je bila sprejeta medijsko, kako je oblast imela pogled do te akcije Sever, kaj je oblast naredila v času, ko smo se pripravljali na preprečitev mitinga. Seveda, vse, kar smo mi z organi za notranje zadeve storili, kar je storila takratna Milica ob tem mitingu. Moram reči, da sem danes že bil bolj aktivno, enostavno se nisem mogel prej nacionalni televiziji, Pop TV-ju, pa dnevniku, vsi me napadajo okrog tega, kar se je včeraj dogajalo, tako da sem lahko rekel, da smo pred 2 dnevoma tudi uporabili 9. člen sedanjega zakona, tako da smo mi 12. člen pred 32 leti, da mi smo takrat ta člen uporabili zaradi tega, da smo preprečili miting resnice, ki je imel namen zavreti demokracijo pri nas na začetek razvoja teh demokratičnih procesov. Zato smo to storili. Zdaj po 32 letih pa smo približno tako odredbo sprejeli za to, da nekako zaustavljamo tiste ljudi, ki pač imajo možnosti kako drugače izraziti svoje mnenje in pač to počnejo naprav desno. Zdaj, jaz same akcije seveda ne bi opisoval, veliko smo govorili, ko vas pogledam, vem, da si to zelo dobro poznate. Zdaj, drugo, kar ta knjiga tudi zajema, je ta 20. obletnica akcije Sever. Mislim, da je takrat tista 20. obletnica akcije Sever v resnici na plan prenesla v pisni obliki, z samoproslavo, z takratnim posvetom, seveda, da so tudi drugi spoznali, kako pomembna je bila ta akcija. Nikoli ne bom pozabil, kar je rekel naš stanovnik, oče slovenskega naroda, ko je na tem posvetu rekel, da akcija Sever ni nič manj pomembna kot narodno-osvobodilna borba in kot vojna za samostojno Slovenijo. S tem je seveda veliko povedal, bil je takrat predsednik predsedstva in je bil v neprestani povezavi z vsemi odgovornimi v Sloveniji, ki so potem, kar se je potem tudi zaključilo z to uspešno akcijo Sever. Tako da, toliko mogoče o akciji Sever, pa 20. obletnici. Tudi ta knjiga, to 20. obletnico seveda na nek način predstavi in pa je povzetek noter tudi vseh tistih, ki ste imeli takrat referat na posvetovanju, tudi govor takratnega predsednika države, ki je imel tudi zelo pomemben govor. Moram pa povedati, da sem eno poglavje namenil tudi pokojnemu takratnemu republiškemu sekretarju Tomažu Ertu, ker mislim, da si to zasluži. To sem tudi v neki priliki, ko mi je bivši predsednik Türk rekel, da bi bilo prav še kdaj o njemu kaj napisati. Sam sem imel takrat tudi mogoče malo slabe vesti, pa sem mu enkrat v priliki rekel, ne vem, ali sem to prav, ko smo takrat prav naredili to zadevo, ko smo na vašo pobudo dali tudi ta predlog. Rekel, poglej, če bi še enkrat se odložil, bi mu dal zlato. Tako da mislim, da sem namenil v knjigi Tomaža Erto 36 strani, tako da boste lahko tudi videli nekatere stvari, nekatere mogoče niti ne veste na pobudo recenzenta, sem tudi citiral tisti stenogram, ki je potekal v
Zagrebu, ko je bila ta seja zveznega sekretarja za notranje zadeve, ker je padla potem tudi tista odločitev. Nekateri veste, da je takrat začel takoj nekaj poročati črnogorski sekretar za notranje zadeve, rekel, mi bomo vse sredili, imajo avtobuse že naročene, imajo cisterno z gorivom, ker tam niso imeli goriva, pa 40 oboroženih policistov bojo pomagali pri vas vzdrževati javni red, tako da seveda takrat je bila ta zgodba prekinjena in veste, kako se je potem tudi zgodba končala. Zdaj, v nadaljevanju opisujem tudi te intervjuje, ki jih je imel takratni republiški sekretar in potem se lotim tudi 25. obletnice, letnice, bom rekel, delovanja Združenja Sever, od njenega nastanka, pa vse do konec leta 2019. Tako da v tem obdobju pač seveda opisujem tiste bistvene stvari, kar smo naredili v teh zadnjih 8 letih, drugače pa tudi zgodovina noter zapisana, tako da če bo nekdo želel vedeti, kaj je bilo, kdaj smo začeli Združenju Sever, kot v tej knjigi najde vse. V tej knjigi sem omenjal tudi različno sodelovanje, komuniciranje z predsednikom države, z predsednikom vlade, z državnimi organi in tako naprej, ki sem jih jaz imel, ki jih je imel kolega generalni sekretar, posebej tudi to naše sodelovanje in pregovarjanje tudi včasih okrog naših obveznosti tudi skupaj z Zvezo vojnih veteranov Slovenije, tudi s Podgosom, namreč tudi pod Podgos smo komunicirali in seveda opozarjali oblast na stvari, ki nam niso bile všeč. Tako da jaz mislim, da se boste skoraj vsi, ki ste tukaj noter videli ali našli v tej knjigi, ker sem pač vsakogar, ki je imel neko vlogo, ki je bil na kakšnem posvetu, bo nekaj o njemu in nekaj zapisanega. Zdaj, 30. obletnica, veste, kako je potekala, je tudi generalni sekretar že povedal, tukaj smo imeli en posvet. Takrat smo rekli, da bomo izdali zbornik, ampak ne vem, ni bilo neke prave priložnosti. Tudi ta knjiga je malo kasneje šla zaradi korone. Tako da smo te referate, ki ste jih imeli, tukaj vidim Braneta, Lunežnika in tako naprej, te referati so objavljeni v tem zborniku. Mogoče se v tem zborniku kakšna zadeva tudi podvaja, ampak ni se dalo tega izpustiti, da se ne bi podvajalo, lahko pa je dobilo tudi zaradi tega, da bo bralec dobil tudi ob tem občutek večje teže, ki je imela neka zadeva, ki smo jo pač večkrat omenili. Zdaj, kot sem rekel v zaključku, smo opisali to delovanje v 25. obletnici, tako da jaz bi tukaj nekako končal. Mogoče potem, če bo čas še dopuščal, eno zgodbico povedal, drugače pa bi predal besedo recenzentoma, pa bi dali prednost zaslužni profesorci, da spregovori. Mislim, moramo samo tako. Jaz sem nove. Torej, ko me je dolg čas povabil, to je bilo že pred več kot 2 letoma, če bi prebrala opis in če bi napisala recenzijo, sem rekla brez pomislekov ja. No, in potem je sledilo pričakovanje in ko sem dobila opis, to je bilo pa v začetku leta 2020, sem ga resnično zelo pozorno prebrala in to v času, ko je bila popolna zapora in sem na fakulteti imela blažen mir, da sem se lahko poglobila v celovito besedilo. No in takrat sem potem napisala ta zapis, ki je objavljen tudi v knjigi, torej v tem zborniku oziroma knjigi na pot
in iz tega zapisa bom prebrala nekaj misli, s katerimi želim opozoriti na pomen tega zbornika, predvsem za ohranjanje ustreznega kolektivnega spomina na to pomembno dogajanje osamosvajanju Slovenije. Odlomke bom malo prebrala tako, kot so zapisani, bom nabrala lepo počasi, lahko razumljivo celotno besedilo, celo knjigo, kot ste si pa tako nekako v bližnji ali pa daljni prihodnosti prebrali. Torej, za začetek svojega zapisa sem izbrala misel Tatjane Bodnar leta 2019, ki se glasi: ne 100 ali 200 let, že nekaj let je dovolj, da od celovitih zgodb ostanejo le še ostanki spomina. No in ker v tej knjigi gre za celovito zgodbo, se mi je ta istočnica zdela izjemno primerna, zlasti glede na okoliščine, ki v Sloveniji trajajo že desetletja od osamosvojitve. Za slovensko družbo je po nastanku samostojne države značilno, da si zasluge za uresničitev te tako imenovane 100-letne zamisli prilašča le peščica sodelujočih, in to tista, predvsem tista, ki je bila nosilka prevrata družbenega in političnega sistema, tista, ki je na pragu demokracije bolj ali manj prikrito pripela izrazito zanikovalsko držo in potrebo po uničenju vsega, kar je bilo doseženega v času samozgodnega, torej socializma, samopravnega socializma in skupne države Socialistične federativne republike Jugoslavije. Vladavina tako imenovanih pomladnih strank je zlasti po dosegi državne suverenosti oktobra 1991 v izjemno kratkem času z vsemi sredstvi upravljanja države in obvladovanja množične kolektivne zavesti dosegla, da so od kompleksne podobe predhodnega razvoja začenjali postajati le drobci spomina. Ta praksa ni bila naključna in tudi ne časovno omejena na neposredno porajanje samostojne države, temveč zajema vse obdobje tako imenovanega komunizma, kot to označujejo vse pretekle obdobje in vsa področja delovanja. No, prav ta prekrojevalska praksa samooklicanih borcev za demokracijo je spodbudila avtorja dr. Časa, da je pripravil to dokaj obsežno delo, v katerem je intelektualno pošteno predstavil eno od ključnih akcij, ki jih je opravila slovenska policija, takrat imenovana Milica, v odločilnih razmerah za nastajanje samostojne države Slovenije. Obravnava akcije Sever je umeščena v tem delu v širšo sprožilno zgodovinsko dinamiko, v seznanjanje s pomembnimi delovanji zvezne države, s poskusi velikosrbske centralizacije in krepitve pristojnosti skupne jugoslovanske armade. Avtorjevo politološko poglobljeno in na množico različnih zanesljivih, poudarjam zanesljivih virov oprto predstavitev akcije Sever dopolnjujejo vplivi vrste sodelujočih, ki tako z imeni in priimki vstopajo v slovensko javnost in v njen zgodovinski spomin. Bodo zapisana imena in akcije bodo ostala, niso, kako bi rekla, samo elektronsko tekoče dosegljiva. Če ne bi bilo tega dela, poudarjam, ali če bi se posamezne zgodbe prenašale le v ožjem strokovnem krogu in omenjenem prostoru, bi ostali mnogi, ki jih zanima dejansko dogajanje, brez ustreznih in verodostojnih opisov in razlag. Tako pa lahko vsakdo poseže po prepričljivih zapisih o dejstvih, ki si zaslužijo trajen
tako imenovano spominsko knjigo narodne skupnosti in države. Naprej, če ne bi bilo tudi tega dela, bi mnogi lahko verjeli, da se je država Slovenija rodila le zaradi akcije strojevodi, ki so preprečili prihod mitingašev z vlakom v Ljubljani. Ali da ni bilo obsežnega sodelovanja med političnim vodstvom Socialistične republike Slovenije in republiškimi pristojnimi varnostnimi organi. Ali lahko bi naštevali še različne druge pripovedi, ki se vrstijo s strani tako imenovanih drugače mislečih. Pa bo bolje, če bodo bralci, oziroma če bomo vsi skupaj kot bralci posegli kar po knjigi in si približali to, kar sodi v jedrni nabor individualnega vedenja in zgodovinskega spomina pripadnikov te narodne in državne skupnosti. Uvid v bogatstvo spoznanj po pomenu akcije Sever je možen v tej knjigi scela, tako da se branje začne s predgovorom in nadaljuje po sistematično razvrščenih poglavjih do konca ali pa po kosih, odvisno od težišča zanimanja posameznih bralcev in bralk. Po obeh poteh je mogoče pritrditi, da je s to knjigo dosežen namen in sicer navajam predstaviti akcijo Sever in delovanje Združenja Sever na način, kot si to tudi zaslužijo vsi takratni miličniki, delavci organov za notranje zadeve oziroma policijski veterani in vsi drugi, ki so aktivno sodelovali pri razvoju demokratičnih in osamosvojitvenih procesov konec 80 let v Republiki Sloveniji. No, misli častnega predsednika, tudi Zveze borcev javnega stanovnika je pa avtor in glavni knjiži povedal. Torej, še nekaj besed. Torej, ne bom se spuščala v samo vsebino, vsi navzoči tukaj poznate, drugi, ki pa niso bili takrat navzoči aktivno, ampak kot gledalci televizije, kot poslušalci radija, kot vznemirjeni državljani oziroma občani, ki so spremljali, kaj se bo zgodilo, pa bodo lahko to prebrali potem v knjigi. Torej, poudarila bi še tole. Glede na to, da se poskusi potvarjanja dejanskega osamosvojitvenega dogajanja v bistvu neprekinjeno stopnjujejo, je delovanje Severja posebno predstavljeno torej v 5. poglavju, v 6. pa stopi v ospredje sporazumevanje s predstavniki države. Opise, analize in razlage posameznih pomembnih dogodkov in zavračanje poskusov njihovega predelovanja smiselno dopolnjujejo različni dokumenti v 7. in 8. poglavju knjige, ki so nastali v 25-letnici združenja in v 30-letnici akcije Sever. To je že v času omenil in tega ne bom ponavljala, gre pa za govore, strokovne in znanstvene prispevke, poročila, društva, članke, množičnih in strokovnih nasilij in tako dalje. Skratka, zelo celovito je predstavljeno vse, kar je pomembno v zvezi z delovanjem Severja. Torej, duhovno vezivo vseh teh pričevanj je prepričanje, da se organiziranega in množično izvedenega osamosvajanja slovenske narodne skupnosti ne more in ne sme skrčiti pristranske razlage in poveličevanje zaslug peščice, tako imenovanih zaslužnih, da so se, torej pomnenje v tem, da so se korenine uporniškega in svobodoljubnega delovanja na Slovenskem razvijale od majstrovih in tigrovskih borcev, ter se posebej ukrepile v partizanskem narodnem osvobodilnem boju in znova oživele v času osamosvajanja. To je posebej poudarjeno v zadnjem poglavju, ki vsebuje tudi kronološki pregled akcije Sever od 1986 do 1. decembra 1989, ko je bil preprečen prihod mitingašev v Slovenijo. Mimogrede, sem že malo pregledala, zelo kompleksno obravnava okoliščine v drugi polovici 80-ih let, dr. Božo Reper, ki ga pa danes ni tukaj in zelo priporočam, da si osvežimo spomin z njegovim prispevkom tudi na takratno dogajanje
kjer je odločilno vlogo potem odigralo moštvo v glavnem, katerega predstavnike lahko zdaj tudi sama tukaj delno vidim. Rada bi še citirala eno misel, ki jo je kasneje poudaril Alois Flisar, takratni poveljnik posebne enote milice Uprave za notranje zadeve, ko je ocenil takole ta preprečen prihod ljudi našo v Slovenijo. Navaja, odločnost političnega vodstva je dala moč narodu in slovenski milici, da smo temu lahko rekli ne. Samo zavest, da je prav, kar počnemo, je držala visoko moralo moštva, ki je bilo tisto mrzlo noč 30. novembra pri -15 stopinj Celzija na Celzijski. No in zdaj še samo nekaj besed za konec. Torej, že pogled na kazalo kaže na to, da je knjiga sestavljena iz množice raznolikih besedil, ki pa jih je avtor dr. Tomaž Čas povezal v skladno celoto in tako uresničil namen dela. K zaupanju v verodostojnost vsega zapisanega v tem delu pa nedvomno prispeva sam avtor, katerega izhodiščni spoznavni položaj določa izjemno bogate, praktične, poklicne izkušnje dela v varnostnih službah na vseh ravneh, ki jih je pozneje intelektualno in že spotoma intelektualno nadgrajeval z družboslovnim znanjem ter raziskovalno dopolnil z doktoratom znanosti. Ne le strokovna, temveč najširša javnost je lahko vesela, da so ji iz prve roke, torej dosegljiva spoznanja, ki so za posamezne osebe in končno za celotno skupnost lahko neusahljiv vir za oblikovanje in krepitev občutka samozavesti in ponosa. Pa še zadnji stavek. Uporabna vrednost tega dela torej nikakor ni ozko omejena na varnostne izobraževalne programe in ustrezne poklicne usmeritve, temveč lahko na različnih področjih delovanja služi kot delo tudi kot orožje v Brechtovem smislu. Knjiga je orožje, ampak vzeti jo je treba v roki. Hvala. Meni je vedno v veselje, ko kdorkoli napiše iz svojega lastnega kota, opiše dogodke, pomembne dogodke iz naše polpretekle zgodovine. Seveda vsebujejo določeno mero lastne percepcije, subjektivnosti, vendar je v bistvu treba to opisati na različne načine, tudi če se kdaj skupaj ne strinjamo, pa damo še dodatno mnenje, ravno zaradi tega, da v bistvu potem kasneje, ko bo neko časovna distanca, lahko nek zgodovinar vzel vse vloge in potem tudi dal neko primerno težo posameznim vsebinam, ki so popisane. No, dr. Tomaž Čas je le v bistvu raziskovalec, tudi visokošolski učitelj in si je za cilj postavil toliko več, torej res argumentirano, subjektivnost in citira pisanje o številne znanstvene, strokovne in tudi poljudne vire, ki so. Seveda, če to v bistvu dodamo zraven, da je zasedal pomembne položaje v slovenski policiji, v slovenski milici, kasneje v slovenski policiji, pa kasneje tudi širše v nacionalno-varnostnem sistemu, je prav gotovo to ena dodana vrednost, ena kvaliteta
organizacijo in managementom se poskušal iz tega vidika gledati. Nisem se hotel spuščati na področje eminentnih avtorjev, sociologov, politologov in pa naprej. Zato mi je recimo zelo zanimivo to, da so ta vsebina dajo pogled v organiziranost delovanja policijskih formacij, različne slike organiziranosti, ki v bistvu ravno nam strokovnjakom dajo priložnost, da lahko primerjamo recimo delovanje teh sistemov. Zdaj, ta raven proučevanja je morda za neko širšo publiko, ne pomembno, ampak jaz vendarle gledam, da je to tudi en učbenik pri določenih izobraževanjih. In takrat bo morda tudi ta moje opozorilo na to, da ta segment teh zapisov prav gotovo tudi pomembno. Tle sem morda nekoliko kritičen, pa ne, da bi imel kakršnekoli negativne slabe misli, ampak recimo v tistem obdobju, torej poskušal sem se oživeti v tisto obdobje, v tisti sistem zvez, v tisto delovanje in nekako sem ugotovil, da je relativno visoko število, torej to je moje mnenje, to je ena percepcija, visoko število koordinacij bilo pred to akcijo. Zdaj, tle na to lahko gledamo iz različnih kotov, morda na eni strani ravno na ta problem, ki se je pojavil, če bi nekoliko kasneje rekel, med legalnostjo in legitimnostjo delovanja v tistem času. Na drugi strani morda na nesposobnost pri višjih ravneh za pravočasno delegiranje, recimo oblastil na nižjo raven in tako naprej. Ta del se mi zdi, da bi z vidika organizacijskih ved prav gotovo zaslužil še dodatno proučevanje. Seveda, v času načrtovanja ni nič narobe, če se ljudje sestajajo in koordinirajo, usklajujejo. Seveda, ko pa zadeva gre v izvedbo, je pa pravzaprav to lahko kar ena taka, bom rekel, spotika oziroma je problem pri operativnem odločanju. Zelo pomembno se mi zdi tudi poudariti to, kar sem napisal, da v bistvu gre tle pri tej akciji Sever za praktični preizkus delovanja večjih formacij, redne rezervne milice, torej neposredno pred osamosvojitvijo oziroma osamosvojitvenim procesom. To je le dalo neka znanja, neka vedenja na različnih nivojih, ki se prav gotovo bila potem uporabljena tudi v samih procesih osamosvajanja, sedmdnevni vojni in tako naprej. Zdaj sem nekoliko kritičen na podlagi tistega sistema zvez, ki je bil takrat na voljo, se mi zdi ta organiziranost divizijska, ki je bila torej, da gre vse informacije na vrhu, potem nazaj dol in divizije v drugi divizijski del. Tle sem nekoliko kritičen, tle je bila že takrat priložnost in tudi dinamika časa je bila taka, da bi lahko se morda tudi kako drugače delovalo. Ampak to je v bistvu, kot rečeno, lepo tle egzaktno, dobro napisano, je pa to priložnost za raziskovalce. Seveda to, kar jaz zdaj govorim, niso temeljne vrednosti, mislim, da sta zgodovinar, dr. T. emeritus profesor, dr. Maca Johan, bolj dala širino te knjige na drugačen način, ampak jaz sem pač nekoliko to del. Zdaj pa morda nekaj besed o tej nihanju med zakonitostjo in legitimnostjo. Prav gotovo so ravno tista obdobja, kjer gre za neke prehode, ker ne ve se, kaj je in kaj ni in ima nekdo nedvoumna, jasna, bom rekel, legalna pooblastila, legitimno pa že razmišlja naprej in drugače, torej gre za ta razkorak, ki se pravzaprav ves čas v življenju pojavlja, da zakonodaja morda nekoliko kasni za tistim, kar širša javnost čuti. To mislim, da so bili vsi akterji na vseh nivojih s tem soočeni, da ima v bistvu na osebni ravni vsakdo možnost in priložnost, da se odloči, lahko se pasilizira in zapre in nič v tem in nič ne deluje, torej nihče mu ne more nič očitati. Tle pa je šlo za to, da je vendarle tudi od najvišjega nivoja, od sekretarja Ertla, kar je že
tudi opozoril avtorja, da se mi zdi priložnost, da vendarle tudi to povemo, da je nedvoumno nastop tako opisan v Zagrebu sekretarja Ertla, ki je v bistvu tu na eni strani zavezan k neki legalnosti, pa je legitimno deloval, odločno povedal nekaj stvari. Morda ravno v teh šele teh časih veternih, ko morda še preveč čustveno gledamo na našo 30-letno zgodovino, pozabljamo na neke te mozaike in detalje in probleme in subjektivno tudi na te stvari gledamo. No in zdaj, ko se odpirajo recimo tudi zvezdni arhivi, ko bo morda iz kakih zapisov tam kaj več tega reč, potem bo legitimnega iz ust slovenskih najvišjih vodij takrat možno tudi prebrati, je to verjetno priložnost dobro, da bi se to v naslednjih zapisih ali morda zapisih kogarkoli drugega od vas tudi osvetljivo, ker to je pomembno povedati, ker to vejo tisti, ki so bili kdaj vodje, vodilni predstojniki, kako je to lahko problematično. Zdaj, knjiga bo seveda naletela na različne percepcije, kar je povsem normalno. Jaz mislim, da je treba biti tudi do kakih zapisov na osebni sistemski ravni, strpen ravno iz razloga, ker sem prej rekel, da so stvari zapisane. Kot rečeno, tukaj so kvalitetno napisane tudi z argumenti, čestitke tudi vsem ostalim avtorjem, ki so sodelovali pri 25-letnici, kar je tukaj objavljeno, in tudi 30-letnici. Torej, tudi to je dobro, da je zapisano. Seveda pa, kot rečeno, meni jaz sem zdaj omenil samo generalno 2-3 izzive iz vidika organizacijskih red, ki se mi postavljajo, recimo, in ki bi bilo vredno poučevati, mimo katerih se bo težko šlo, če se bo lahko naprej videlo, tako da verjetno pa iz vseh ostalih disciplin prav gotovo še več možnosti. Avtorju seveda čestitam, tudi vsem, ki so sodelovali pri knjigi, in vesel sem, da lahko beremo to in da bodo tudi vsi zanamci lahko prebrali o teh zelo pomembnih dogodkih nastanka slovenske zgodovine. Hvala lepa. Zdaj, če kakšno vprašanje, smo tudi na razpolago, recenzenta, tudi samo lahko kakšno vprašanje odgovori. Jaz si rekel, da 10 vprašanj. 11. Kaj je to? Zavedno. Jaz bi najprej čestital Tomotu za to, kar nam je dal. Res je, da je tukaj veliko akterjev, ki so sodelovali v akciji Sever. Pri proučevanju že o 30-letnici akcije Sever smo se pogovarjali o tem, ko govorimo o akciji Sever, se moramo najmanj ozirati nazaj na procese, ki so se dogajali v Jugoslaviji, katerega se stalno delila tudi naša republika, v letu 87. Ta politična situacija v letu 87 v Jugoslaviji je prinesla tudi do tega, ker vedno preverjena politična situacija v Jugoslaviji zelo, da rečem, na robu, smo šli v spremembo ustave. In leta 87 je bil tisti znak, da v Jugoslaviji je mnogo kaj narobe. In takrat smo republike imeli veliko možnost, da spremenimo tudi republiško ustavo. In jaz skrbim še danes o proučevanju vsega tistega, kar smo takrat delali, in vseh zapisov, in takrat zelo verjetno tudi to potrebila, da če ne bi Slovenija šla v spremembi slovenske ustave takrat,
za črtanje socialistična in tako naprej. Tukaj ga niti ne vidi. Jugoslavija se je v tem času v bistvu prekrojevala po srbskem vzoru. Srbi so v bistvu naredili nekaj takih mitingov in so protipravno zamenjevali politične oblasti. Ena izmed tarč v tej protipravni zamenjavi političnih oblasti je tudi slovensko reformistično vodstvo. Slovensko reformistično vodstvo z notranjim ministrom, ki je imel svojo milico, in milica je Skrbine takrat delovala zakonito, legitimno pa še legalno. Ker za preprečitev takega števila ljudi, ki bi v Sloveniji naredili isto, kar so naredili v Vojvodini na Kosovu in Črni gori, je bilo lahko samo milica tista, ki je to lahko naprečila. Akcija Sever je stvaritev, po tem razmišljam, tudi volitve Slovenije, ne slovenska milica. Slovenija v tistem času ujela čas. Ne to nota, da nekaj trpel sodeloval, ampak pravi čas. In to je bil tudi sprožitveni dejavnik za slovensko severnostne mehane, da so začeli razmišljati o Mariji Hrvaški. Kot veste, smo imeli vse načrte obrambne narejene na vzhodu in zahodu variantu, ne dobro vem, samo nekaj načrte ni bilo za Marijo Hrvaško. In akcija Sever je bila tista, to je minister večkrat rekel, tudi kasneje in potem še drugi naši vojni policije, da ostali smo sami in čim prej naredimo načrt variantu D, v kateri smo sledovali, da postavimo dejansko slovensko milico v tistem času na Marijo Hrvaško. In načrti, ki so se delali za Marijo Hrvaško, so se delali v stari politični strukturi, to se premalo podarja, v Socialistični republiki Sloveniji in z ustavnimi spremembami socialistično črtala in z, da rečem, socialistično milico. Čeprav nekateri danes prav vehementno poudarjajo, da to je prva komunistična milica, mi smo pa zdaj na 90 polici. To ni res. Mi za, da rečem, preobrat iz republike v državo nismo zaposlili nobenega kadra v milici, samo stare strukture, bivši člani Zveze komunistov Slovenije in nišče. Nobenega demosovega policista ni bilo na Marijo Hrvaško. In tudi nobenega demosovega policista še na akciji SEK, ker se demo sploh še ni formiral. Tako, da hočem povedati to, da bi bilo potrebno tudi enkrat razmisliti, jaz sem se v svoji knjigi to videl, da je treba tudi razmisliti malo o alternativni zgodovini. To, kar zdaj evropski zgodovinari radi piše. Kaj bi bilo, če bi Slovenija dobili? Kaj bi se zgodilo, oziroma se ne bi zgodilo nič nekaj? To so vsi aspekti, ki jih je potrebno proučiti in o teh razmišljati. In če se bodo arhivi tudi v Slovansko odprli, bo verjetno priložnost, da bo ta knjiga kot orožje, kot je slikovita rekla gospa recenzorka, doktorica, lahko odprl še določeno vprašanja, ki danes v tej knjigi verjetno niso bila objeta, je pa nujno potrebno jih proučiti, analizirati in tudi zamisliti. Ja, hvala lepa za ta prispevek, oziroma to obrazložitev. Seveda, eno je tudi ta tajno pripravljanje variante, kako bomo zavarovali meje za Hrvaško.
marsikatero poglavje, ki je tudi noter, tudi v tem je nekaj napisanega, bi lahko nastavil širši članek ali pa tudi knjigo. Se strinjam, bi še kdo? Časovno sem še vedno v redu, tako da je še možnost, če bi kdo kaj povedal. Če ne, vsako kakšno zgodbo povem. To je bolj nekakšna zadeva, ki malo kdo seveda pozna. Mogoče celo iztrk nekaj malega. Ko sem imel to šolo, ki jo sedaj vodim, sem potem, ne vem, niti točno za kakšen stik prišel, kot me je notranji minister ene afriške države povabil, da pridem do njega in je želel, da bi pri njih spostavili sistem izobraževanja, ki ga imamo v naši šoli. In pa tudi malo širše, da bi imeli kot neko policijsko akademijo, tudi za policiste in pa za zasebno varovanje. Jaz sem se temu odzval, da smo s kolegi v šoli pripravili en velik projekt, zelo veliko truda smo vložili v to, pripravili, začenjali pripravljati programe, pripravili tudi osnutek zakona, kako ga bi morali postaviti, da bojo na to potem tudi vse te zadeve izpeljali. Povabili smo bili potem na obisk, tako da na tem obisku smo bili pri ministru za notranje zadeve, na kolegijo direktorja policije njihove, potem pri direktorju njihove nacionalne šole, bili smo pri poveljniku mejne policije, pri ministru za izobraževanje, tudi pri predsedniku senata, ki ga imajo tam v državnem zboru, tudi pri šefu službe državne varnosti. Vsi so to zadevo podpirali, imeli smo vse na video, projekcije in tako naprej, navdušeni, ampak v tej državi je bila pač taka stvar, da o tem odloča predsednik. In seveda, tako mi smo bili že 5 dni tam, ko smo hodili pa te stvari razlagali, zdaj kot naslednji dan bi pa naj bili sprejeti pri predsedniku države, no in zvečer, mislim, da ura bila je 6, ko pride k nam, moram reči, nas so sprejeli kot državnike, imeli smo posebno hišo zavarovano z 6 policisti, vozili so nas tako, kot je to treba, No, in okrog 6. ure pride šef državne varnosti, tja, brez neki bled, pa še enega imel zraven, pa je rekel, da ne bo nič z jutrišnjim sestankom pri predsedniku, rekel, da so dobili podatek, da sem bil jaz eden izmed visokih policijskih šefov, glavni krivec za razpad Jugoslavije, saj sem vodil akcijo Sever, ki je vodila bolj v razpad Jugoslavije. Zdaj, ni mi nekaj hotel povedati, kdo je to, ampak jaz sem potem kasneje seveda zvedel, da so preko francoske obveščevalne službe prišli do teh podatkov preko Srbov in pa še nekaterih drugih držav, tako da potem ta posel padel. In se vse zaključilo, tako da vidite, da ta akcija odmeva tudi širše, tudi drugene, tako da nismo mogli potem več vzpostaviti tega stika, ker sem bil pač nepravi. Ja, označen na teh način. Zdaj rekel, moram eno tako zgodbo prijateljno povedati, kakšne posledice lahko imamo so, če nekoč nekje nekaj takega storiš, ko smo mi storili seveda za akcijo Sever. Tako da po vsej verjetnosti stanovnikove besede veliko pomenijo, da je res ta akcija en velik preseg v tem zgodovinskem obdobju. Zdaj, če ni več kakih vprašanj, potem boš to ti zaključil, ti po vsej verjetnosti še znaš kaj povedati za zunaj. Hvala lepa vsem trem sodelujočim pri predstavitvi vsebine te današnje knjige. S tem dejansko zaključujemo. Ta uradni del, dr. Čas bo še na razpolago, če bi kdo želel še kaj od tega. Vse ostalo se postave pa vabim še na en kozarček osvežitve v predprostoru, pa da tam brez teh formalnih tehničnih pripomočkov še kakšno rečemo o knjigi
to točko. Člane upravnega odbora pa sem toliko obveščam, da tam ob 16. uri bomo se poskušali zbrati na Vodnikovi na seji. Če bom, ker je malo prometne zagate, bom počakal, da se beremo vsi. Hvala lepa.